Evo, kdor čaka, bo čaka. Hvala. Mi bi kar nadaljevali z našo poslansko skupino. Predsednika bomo dali potem naslednjo rundo, ta čas bo malo popil, pa malo pojedel. Bi pa nadaljevali z Žanom, v sobi so obetajo korenite spremembe. Ti si tudi tukaj noter, kaj se kje dogaja, imamo gorenjskega direktorja, ali se bo ta menjal, ne, kaj pričakujete, kaj čakate? Ja, dovolite, da tudi sam pozdravim gospoda predsednika Janeza Janšo v naši družbi. Ravno to vprašanje glede varnosti in glede teh kadrovskih rošad v sobi bo verjetno predsednik še veliko povedal, ampak Bojan, ko si ga ravno vprašal, odgovor je, vse to, kar se dogaja v sobi, je neka logična posledica tega, kar sem že prej povedal. 23% še zaposlenih bivših udbašev vse pove o tej organizaciji. Kar se pa mladih tiče, pa samo na kratko. Generacija letna mladih je približno 15 000. 8 000 se jih letno odseli v tujino. Vlada nima rešitev za to. V Slovenski demokratski stranki smo predlagali različne rešitve, od ukinitve volonterskih pripravništev do uvedbe dualnega šolskega sistema, do varčevskih sistemov. Vlada je vse zavrnila. Tudi to je eden od razlogov, poleg še tega, da ministrica ne spoštuje odločb Ustavnega sodišča za interpelacijo. In videli bomo, koliko koalicij gre za mlade, predvsem pa za spoštovanje Ustave. Hvala, Žan. Marko je pa specialist za finance. Tukaj pa vprašanje, kaj je slabo banko, v kakšni finančni kondiciji je Slovenija ta trenutek, ali se še zadolžujemo in ali bo ta finančna politika sploh vzdržala. Pozdravljena Gorenjska, pozdravljeno Lesce in pa hvala organizatorju za takšen sprejem in pa neke pogoje, kjer lahko člani Slovenske demokratske stranke na Gorenjskem ponosno praznujemo nekako konec poletja in pa prihajajočo jesen, ki jaz osebno pričakujem, da bo vroča. Bojan me vprašal, kako finančne inštitucije v Sloveniji, kakšne so finančne stanje. Jaz danes prav veliko potruju z financami neba. Verjetno je finančno stanje dobro, ampak dobro je za izbrance vlade Mira Cerarja in pa za izbrance Levice. Za tiste, ki pa delamo pošteno, za obrtnike, ki prinašajo dodano vrednost za Slovenije, je pa stanje porazno. In poglejte, prepričan sem, da edini pogoj, da se stanje finančno v Sloveniji popravi, da na naslednjih volitvah Slovenska demokratska stranka dobi čim več glasov. Ampak to je odvisno od nas sami. Potrebno je iti na volitve, oddati glas. In domačega hotelja in domače stanje ne bo spremenilo. In dragi člani Slovenske demokratske stranke, ne verjemite medijem, da je slovenska stranka izključujoča. Ne verjamite tega. Če je kdo izključujoč v slovenskem parlamentu, je to vladna koalicija. Slovenska demokratska stranka je v zadnjih mandatih, v zadnjih 2 letih vložila vrsto zakonov, ki bi bistveno izboljšali finančni položaj tako Slovenije kot državljank in državljanov Slovenije. Niti enega predloga zakona koalicija ni podprla. In če je kdo izključujoč, je to vladna koalicija. In spoštovane in spoštovani, potrebno je držati pokončno držo, kajti zavedati se je potrebno, da je Slovenska demokratska stranka stranka prihodnosti. Hvala Marko, hvala gorenjski poslanci. Jaz močno upam, da bojo volitve kmalu.
da bo jesen vroča in da bo v naslednjem mandatu tukaj vsaj še enkrat več gorenjskih poslancev. Zato je pa naša naloga, da se potrudimo in da to uresničimo. Hvala. Zdaj pa rabim Katermane, da nam še malo zaigrajo, potem bo pa naslednji govornik Janez Janša. Thank you.
Prvaka Slovenske demokratske stranke Janeza Janšo. Ta čas, da nas imajo mikrofon, dovolite, da povem predsedniku, da smo mi danes že sprejeli tukaj en sklep, tudi Gorenjska regijska koordinacija je sprejela na zadnji seji en sklep, da ko se bo v parlamentu delil denar za Gorenjsko, da je prioriteta na Gorenjskem strani Slovenske demokratske stranke izgradnja blejske obvoznice. Ta obvoznica čaka že več kot 30 let, je prepotrebna in vsak dan se valijo kolone že od Radovljice proti Bledu in upamo, da bomo končno dočakali. Lep pozdrav vsem skupaj, lep pozdrav Gorenjska. Lep dan ste izbrali za to regijsko srečanje. V mojih mladih letih so na Dolenjskem rekli, dan je tako lep, da bi ga Gorenjci prodajali. Seveda pa je tisto, kar dan naredi lep, to so ljudje. Vi ste tisti, ki ste današnji dan naredili lep. Hvala vsem za udeležbo na tem srečanju. Hvala za to, da ste prišli z različnih koncev Gorenjske, da se srečamo, da si izmenjamo informacije med sabo in da se tudi poveselimo. Brez tega je življenje prazno, zato vabim tako regijsko koordinacijo kot vodstvo vseh občinskih odborov, da s to tradicijo nadaljujemo in če se pokaže primerno, naredimo takšno srečanje tudi večkrat kot enkrat na leto. Zdaj glasbe in to zelo kvalitetne smo slišali kar nekaj. Na mizah je ali pa je bila jedača in pijača. Mogoče je zdaj čas tudi za nekaj stavkov o tem, kje danes Slovenija je in kje vidimo v tem prostoru Slovensko demokratsko stranko. Zdaj, v zadnjih dneh so mediji polni tako imenovanega polčasa. Češ vlada je na polovici mandata in to je neka točka, kjer se oceni delo vlade in vladne koalicije. Zdaj, roko na srce, če preberemo to, kar si je ta vlada, ki je bila sestavljena po sicer nepoštenih in nelegitimnih volitvah, zadala kot svojo nalogo, potem je to delo ocenjevanje lahko zelo kratko. Kajti velikansko večino tega, kar so si sami zastavili v svojem programu, niso niti poskušali uresničiti. So poskušali uresničiti marsikaj, kar si niso zapisali in kar nima nobene veze z tem, kar Slovenija v tem trenutku potrebuje. Ukinjali so spol, jemali so nam mandate, predvsem so se ukvarjali s Slovensko demokratsko stranko in v Slovenijo so nelegalno preko šengenske meje spustili 500 milijona migrantov. To so ključni uspehi te vlade in te vladne koalicije v 2 letih. Nekatere stvari, ki jih danes navajajo, češ imamo pozitivno gospodarsko rast, brezposelnost se zmanjšuje,
stabilizirali smo slovensko politiko. Glejte, vsi ti stavki in vse te trditve imajo dve plati. Na nekatere so že odgovorili moji poslanski kolegi, ampak vendarle na kratko še tole. Zdaj, kar se tiče stabilizacije, tisti, ki smo malo starejši, se spomnimo te besede iz ranke Jugoslavije. V zadnjih 10 letih življenja Jugoslavije praktično ni bilo nobenega sestanka, kjer ne bi izdali kakega sporočila, kjer je bila že v naslovu beseda stabilizacija. Potem so ustanavljali v času največje krize neko komisijo, kraj grejo za program dolgoročne stabilizacije. Skratka, vse je bilo naenkrat stabilizacija. In takrat, ko neka oblast nima kaj konkretnega pokazati, kaj je naredila, govori o stabilizaciji. Se pravi, za njih je uspeh to, da so po 2 letih še vedno na oblasti in temu pravijo stabilizacijo. Zdaj, kaj imajo od tega državljanke in državljani, Slovenke in Slovenci, pač sami najbolje veste. Zdaj, kar se tiče brezposelnosti, brezposelnost je dejansko deloma padla, ampak bistveno bolj, kot se je povečala zaposlenost. Zakaj? Zato, ker na 10 tisoče naših rojakov, predvsem iz severno-vzhodne Slovenije, dela v Avstriji. Če ima to tukaj do kakšne velike zasluge, je to avstrijsko gospodarstvo, ki zaposluje na 10 tisoče naših rojakov, ki pa jih seveda naša oblast skuša še dodatno obdavčiti. Zdaj, kar se tiče gospodarske rasti, glejte, ta gospodarska rast, ki jo danes imamo in je pozitivna, v denarju pomeni manj kot milijardo evrov. To pa približno na leto damo samo za obresti, ki jih moramo odplačevati za 32 milijard javnega dolga. Leta 2008, ko je poln mandat zaključovala naša vlada, je bil slovenski javni dolg manj kot 8 milijard evrov. Danes znaša 32 milijard evrov. 32 milijard evrov. 24 milijard evrov javnega dolga v Sloveniji je rezultat politike nesposobnih novih obrazov. To je to. Lahko bi jih našteval, ampak jih zdaj že poznate, ker pač niso novi. In tisto, kar je za slovenski politični prostor pravzaprav en največjih problemov, je dejstvo, da bi mogoče malo počakali, da se ta vaja neha tukaj. Nisem vedel, da imate Gorenjci tako močno letalstvo. Zdaj ne vem, koliko me slišite, jaz lahko nadaljujem, če se slišimo. Skratka, eden najhujših problemov, ki jih imamo v Sloveniji v tem času in ki nas mori že dolgo časa, je dejstvo, da tisti, ki so formalno na vladi ali pa vladni koaliciji, v veliki meri sploh ne odločajo o tem, kaj se dogaja v Sloveniji. Ti novi obrazi in vse to, kar potiskajo na površino, to je več ali manj maska, to je površina. Ne odločajo drugi. Še posebej v tem mandatu, gledajte, a zna kdo med vami našteti imena in priimke vseh ministrov slovenske vlade? Evo, tudi jaz jih ne znam. Nekaterih pravzaprav sploh ne vidimo. So neobstoječi. Tudi v parlamentu jih vidimo, ob zelo redkih priložnostih. In tudi tiste, ki vidimo, si v glavnem ne zapomnimo, ker ne povejo nič takšnega,
kar bi se veljalo zapomniti. Nekaj takšnih, ki vedo, zakaj se gre, ampak ti v glavnem izvajajo politiko tistih, ki so jih tja postavili. In to niso slovenske volivke in volivci, od katerih je na zadnjih volitvah polovica ostala doma. In to so omrežja, ki dušijo Slovenijo. Glejte, mogoče ste spregledali samo v zadnjih dneh, ste lahko dobili zelo ilustrativen dokaz moči teh omrežij. Nekaj tednov, nekaj mesecev nazaj je nemško sodstvo na dosmrtno ječo obsodilo 2 udbaša iz sosednje Hrvaške, 2 pripadnika jugoslovanske Udbe in nekaj teh postopkov je v tujini odprtih tudi zoper slovenske pripadnike Udbe, funkcionarje. Zdaj, ta 2, ki sta bila obsojena, predvsem eden, ki je obsojen v Münchnu, je bil obsojen zaradi poveljniške odgovornosti pri umoru. Skratka, bil je tisti, ki je dajal ukaze. Ni bil tisti, ki je streljal, bil je tisti, ki je dajal oziroma odobral ukaze. Vete, ta sodba je povzročila takšno paniko v slovenskem omrežju, da je pred nekaj dnevi minister Klemenčič predlagal, da se v Sloveniji ukine kazen dosmrtnega zapora. Brez kakršnekoli druge podlage. Zaradi sodbe Perkoviću in Mustaču v Münchnu, je slovenski minister za pravosodje tako je predlagal za vsak slučaj, če se to zgodilo, da v Sloveniji pa te kazni ni. Tako da, noben novinar se od tega ni zapisal, beseda, te povezave so prepovedane. Zdaj, ko je nekdanji pripadnik Udbe oziroma službe državne varnosti v Izoli ubil ne samo zdravnika, ampak tudi policista in drugega ranil. In ko je to dejstvo na spletu prišlo na dan in tudi to, da je posedoval ilegalno orožje, ki ga Udba nikoli ni izročila o spremembah, a ste ta podatek zasledili v katerem koli slovenskem mediju? Nikjer. Nihče se tega ne upa. To omrežje je tako, ne bom rekel močno, ampak je tako prisotno tam, kjer se odloča in tam, kjer se obvešča, da enostavno to ni možno. Ni nobene druge države v Evropi, kjer bi bila ta obvladovanost tako velika, da se niti tega podatka ne bi objavilo. Prišlo za umor, za drastičen primer, za nekaj, kar je šokiralo celo Slovenijo. Oddaja so bili o tem, omizja, odmevi, ne vem, kaj so še vse delali, ampak glejte, beseda Udba ni bila izrečena. Torej, to omrežje je eno od ključnih problemov te države. Večina ljudi se tega ne zaveda, ker se ne more, ker to ni prisotno. Mi se pa pač moramo, ker se ukvarjamo z ključnimi problemi. In posledica tega je vse, na koncu tudi številke na položnicah, ki jih plačujete. Ker če se država ne razvija normalno, potem se ne izkoriščajo potenciali in zdaj imamo po 25 letih, letos obhajamo 25. obletnico samostojne slovenske države, imamo situacijo, ko se na tisoče mladih, izšolanih mladih izseljujejo v tujino s trebuhom za kruhom, ko na 10 tisoče naših rojakov dela v Avstriji, namesto doma. In ko hkrati naša oblast v proračunu namenja 100 in več milijonov evrov za migrante. Predstavljate si to politiko. Stvari se kreira tako, da se perspektivni mladi iz države izseljujejo, verjetno tisti, ki pač upravljajo sistemi in podsistemi pri nas mislijo, da to niso neki zanesljivi volivci. Hkrati se poskuša uvažati vse drugo. Ljudi, ki bodo dobili državljanstvo in tukaj nimajo korenin in bodo vedno sledili in glasovali za tiste, ki so jim to dali. To seveda ni samo naš problem, to je politika ne vseh, ampak večine socialističnih vlad v Evropi. To je ena od ključnih razlik
tudi na evropski ravni med socialističnimi strankami in našo skupino, kjer pa se je v zadnjih letih žal tudi v okviru evropske družine, v kateri sodelujemo, prikradlo, rekel, mnogo tega, kar nikoli ni bilo v naših programih. In Slovenija kot majhna država je temu še bistveno bolj izpostavljena. Mi vsi gledamo Nemčijo. Ja, gledajte, te številke, o katerih govorimo, to dejstvo, da smo mi čez našo mejo nezakonito, ne, vsak ilegalen prehod meje je kaznivo dejanje na ta način, pravzaprav, ne, ali pa vsaj prekršek, da smo mi spustili 500 000 nezakonitih migrantov, med katerimi je bilo, rekel, manjšina beguncev, ki so dejansko bežali pred smrtjo, ne, ker je neka solidarnost potrebna. Je šlo za migracijo, ki je to izkoristila, je šlo tudi za, kot je zdaj uradno potrjeno, infiltrirane teroriste, ne, ki so potem sejali smrt v Evropi. Glede, to je, te stvari se ne dogaja slučajno. Ne. Zadaj je nek koncept, neka politika, ki to pač dovoljuje. Na srečo smo imeli v Evropi tudi države, ki so zares vzeli tako šengenska pravila, ne, kot druge sporazume in so branile zunanjo mejo. Recimo Madžarska. Slovenija in Grčija pa tega niso storile. Ne. In prišle so k nam številke, ki seveda se drastično slišijo in jih vsi nekako usmerijo v Nemčijo, ampak Nemčija ima skoraj 100 milijonov prebivalcev, ne, ima izjemno močno industrijo, ima proračunski presežek, ki je dvakrat večji, kot je naš cel proračun, in kljub temu, da je to za njih velik politični problem, ne, so vseeno te številke, ki so potencialna grožnja za nas, bistveno večja grožnja za majhne države, ne, za manjše narode, za tiste, ki smo bolj na prepihu. In tega se premalo zavedamo. Prav smešno je bilo brati včeraj ali včerajšnjem neko novico, kako je slovenska policija ujela nekega tihotapca, ki je 5 ljudi ilegalno tihotapil čez mejo. Slovenska vlada jih je spravila ilegalno čez mejo 500 000. Lovijo pa tiste, ki jih je 5 spravil. In ta bo kaznovan, tukaj pa ne bo še kaznovan. Tako da se te napake bodo v prihodnjih mesecih in se bojim tudi letih, ne, velik izziv tako za nas, kot za našo okolico, za celotno Evropo. In tukaj bo prišlo do sprememb. Te napake, drastično ogrožanje evropskega projekta z nevarovanjem zunanjih meja. Zdaj vse, kdaj država ali pa neka naddržavna skupnost dejansko postane resno ali pač pošte smrtno ogrožena, je takrat, ko ni več sposobna zavarovati svojih meja. Države so zato propadale, imperiji so zato propadali. Poznamo se to iz zgodovine in kljub temu se pač ta napaka ponavlja. In žal, mi živimo v državi, ki je eno od dveh, ki je konkretno dopustila, da se šengenska meja, ta skupni prostor evropskega svobodnega pretoka ljudi, da pravzaprav ni obstajala. Ker če ta meja pušča na eni točki, potem je cel prostor pač ogrožen. Nas so pitali z iluzijo, češ, si to gre vse naprej, to noben noče v Sloveniji. Vete, ko je nek prostor skupen, ko ti noter spustiš, bom rekel, gost lubadarja, potem ni nobene meje več, ni obrambe. Posledice so pa drastične. Prvo smo že doživeli pred kratkim, iz Evropske unije odhaja Velika Britanija. To ni kar tako. To je 20% evropske ekonomije, najmočnejša vojaška sila je, oziroma je bila znotraj Evropske unije.
država, ki je dajala ton pozitivnemu razvoju notranjega trga, tudi mnogim drugim stvarem. Ja, odšli so predvsem zaradi teh napak pri migrantski politiki. Začel se je nek proces, ko se moramo kot država, za katero je Evropska unija dobra stvar, ja, dobro okolje za Slovenijo kot za majhno državo, je Evropska unija, kot je bila do teh razpok pred Brexitom, najboljše okolje, ki smo ga imeli kadarkoli v naši zgodovini. Pa če sežemo stoletja nazaj. Zdaj smo pred tem, da pač to branimo. In glede na to, da je naša specifična teža takšna, kakršna je, da o ugledu ne govorim, bo to v prihodnjih mesecih in letih velik izziv. No in v teh okoliščinah imamo pač vlado, ki ni suverena. Vlado vodi stranka, ki je nastala tik pred zadnjimi volitvami. Dobili so volitve zato, ker se je takrat skušalo na vsak način z vsemi sredstvi uničiti Slovensko demokratsko stranko. To ni bil pošten volilni boj. V sosednji Avstriji je ustavno sodišče razveljavilo drugi krog predsedniških volitev zaradi bistveno manjših napak, kot so se dogajale pri nas. Če temu sploh lahko rečemo tako milo napaka. In seveda, tako kot zmagaš, tako vladaš. In po 2 letih je to pravzaprav popolnoma očitno. No, kljub temu, da so bile te zadnje volitve nelegitimne, nepoštene, njih mora razveljaviti, to ne bi smelo biti. V normalnih okoliščinah Slovenska demokratska stranka skuša tudi v tem prostoru, ki je nastal, delovati konstruktivno. Mi smo pravzaprav v teh 2 letih, čeprav opozicijska stranka, vložili v proceduro bistveno več potrebnih ukrepov, razvojnih ukrepov, kot jih je vložila vlada za celotnim svojim aparatom. Bistveno več. Res so vse razen enega predloga zavrnili, nekatere tudi večkrat. Vendar mi od te, pozitivne poti ne bomo odstopili. Od januarja naprej naš Od januarja tega leta naprej naš strokovni svet tudi praktično vsak mesec predstavi rešitve za en resor, za eno od področij, od javne uprave, obrambe, infrastrukture, zdravstva, in s tem bomo nadaljevali. V kratkem bo predstavljen naš program za prihodnost na področju kmetijstva in potem šolstva in tako dalje. Vsak mesec bomo prišli s temi celovitimi rešitvami in ko bodo naslednje volitve, bo Slovenska demokratska stranka pripravljena bolj, kot je bila kadarkoli. Zdaj, kdaj bodo naslednje volitve? Doslej zadnja leta ali pa zadnje obdobje kaže, da se je Slovenija ravno zaradi teh omrežij, zaradi vladanja z ozadja, zaradi nesuverene politike na tako imenovanem polu tranzicijske levice poslovila od rednih mandatov. Tako da danes mediji pišejo, da je vlada na polovici mandata. Jaz močno dvomim, da je to polovica. Jaz mislim, da je to že velika večina, da se enostavno takšne koalicije, ki temeljijo na nepoštenem kapitalu, prej ali slej zrušijo vase in da se bo verjetno mrzlično ponovno skušalo z to prevaro iskanja in afirmacije novih obrazov slovenske volivke in volivce ženja prepelje čez vodo. Zdaj bo to uspelo še, ne vem, tretjič ali četrtič, je pač odvisno od nas, od zrelosti ljudi. Ključ do sprememb pa seveda ne leži pri tistih, ki
vsakič zaradi koristi, ideologije ali rekel, tako globoke zaslepljenosti, da ne vidijo iz nje, volijo te rekel, stare sile v novih preoblekah. Zdaj, teh ne boste prepričali, ne? Mogoče kakega posameznika, pa tudi kdo spregleda in tako dalje. Veliko večino pa ne, in s tem se ne splača truditi. Ključ do sprememb je v tisti polovici volilnega telesa, ki je abstinirala zadnje volitve. Vsak drugi, ki bi lahko volil 2014, ni volil. Tudi mnogi volivci, ki so nas volili prej, na preteklih volitvah, pred 2 letoma niso volili. Zaradi tega, ker so bile okoliščine tistih volitev, rekel, takšne, da jih rekel, nobena rekel, normalna demokracija ne bi mogla prebaviti. Pri nas pa se je pač tukaj z medijskim pompom, z propagando skušalo prikazati, tako da pač, češ pred zakonom smo vsi enaki, pred volitvam lahko zapremo kogarkoli. Če se sodišče zmotilo, bo pol ga že spustilo, tako približno, so razlagali, tako da to ne bi imelo, rekel, drastičnih posledic. In teh 50% volivcev, samo dobršen del, ali pa manjši del teh volivcev mora iti na naslednje volitve, pa bo prišla slika v Sloveniji popolnoma drugačna. Jaz mislim, da bo. Jaz mislim, da bo, vendar do tega ne bo prišlo samo od sebe. Mnogo je odvisno od nas. Ne. Jaz vam ne znam našteti 500 000 volivcev. Vi, ki sedite tukaj, jih poznate. Vsak vsaj nekaj, ne? V svojem okolju in veste, koga se splača nagovoriti, koga se ne splača. In Slovenska demokratska stranka je močna. Glejte, danes nas je tukaj v tem šotoru zbralo toliko, kot se običajno, pa smo z ene regije, ne? Kot se jih običajno zbere na nacionalnih, državnih taborih ali pa zborovanjih večine drugih strank, ali pa vseh drugih strank. Smo zagotovo daleč najmočnejša stranka po potencialu članstva, po potencialu znanja, kadrov, programa in vsebine. Mi smo pa najmočnejša stranka po kapitalu in po, bom rekel, medijski moči. In to je na drugi strani. In tukaj je, seveda, nima nikakršnega vpliva na omrežja, ki totalno urejo marsikaj v tej državi. Ampak, ko že rečeno, triki, s katerimi se je varalo volivce, so več ali manj potrošeni. V zadnjih letih se je, in to na drugi strani čutijo, na drugi strani čutijo, in zaradi tega se je v zadnjih letih investiralo toliko vsega, rekel, toliko zlorab državnih institucij, toliko zlorab, če hočete, pravne države, da se uniči Slovenska demokratska stranka. Kajti mi smo tisti, ki predstavljamo edino realno alternativo temu, kar je narobe v Sloveniji. Ampak mi smo še vedno tukaj, ni jim uspelo in zdaj je pred nami drugi polčas. Zdaj se začenja naš polčas. Pred nami je drugi polčas, v katerem bomo Slovenijo osvobodili teh omrežij. In iz Slovenije naredili teh omrežij iz slovenske države bomo po 25 letih končno naredili dom in domovino za vse, prostor, kjer vladata pravičnost, kjer lahko prek vsak razvije in izkoristi svoje potencijale in iz katerega mladim ni treba odhajati v tujino s trebuhom za kruhom.
hvala, ker ste del tega projekta slovenske prihodnosti. Našo okolico, za celotno Evropo. In tukaj bo prišlo do sprememb. Te napake, drastično ogrožanje evropskega projekta z nevarovanjem znanih meja. Zdaj vse, kdaj država ali pa neka naddržavna skupnost dejansko postane resno ali pa če hočete smrtno ogrožena, je takrat, ko ni več sposobna zavarovati svojih meja. Države so zato propadale, imperiji so zato propadali. Poznamo se to iz zgodovine in kljub temu se pač ta napaka ponavlja. In žal, mi živimo v državi, ki je eno od dveh, ki je konkretno dopustila, da se šengenska meja, ta skupni prostor evropskega svobodnega pretoka ljudi, da pravzaprav ni obstajala. Ker če ta meja pušča na eni točki, potem je cel prostor pač ogrožen. Nas so pitali z iluzijo, češ, si to gre vse naprej, to noben noče v Sloveniji. Vete, ko je nek prostor skupen, ko ti noter spustiš, v gost Lubadarja, potem ni nobene meje več, ni obrambe. Posledice so pa drastične. Prvo smo že doživeli pred kratkim, iz Evropske unije odhaja Velika Britanija. To ni kar tako. To je 20% evropske ekonomije, najmočnejša vojaška sila oziroma je bila znotraj Evropske unije. Država, ki je dajala ton pozitivnemu razvoju notranjega trga, tudi mnogim drugim stvarem. Odšli so predvsem zaradi teh napak pri migrantski politiki. Začel se je nek proces, ko se moramo kot država, za katero je Evropska unija dobra stvar, dobro okolje, za Slovenijo kot za majhno državo, je Evropska unija, kot je bila do teh razpok pred Brexitom, najboljše okolje, ki smo ga imeli kadarkoli v naši zgodovini. Če sežemo stoletja nazaj. Zdaj smo pred tem, da pač to branimo. In glede na to, da je naša specifična teža takšna, kakršna je, da o ugledu ne govorim, bo to v prihodnjih mesecih in letih velik izziv. No in v teh okoliščinah imamo pač vlado, ki ni suverena. Vlado vodi stranka, ki je nastala tik pred zadnjimi volitvami. Dobili so volitve zato, ker se je takrat skušalo na vsak način z vsemi sredstvi uničiti Slovensko demokratsko stranko. To ni bil pošten volilni boj. V sosednji Avstriji je ustavno sodišče razveljavilo drugi krog predsedniških volitev zaradi bistveno manjših napak, kot so se dogajale pri nas. Če temu sploh lahko rečemo tako milo napaka. In seveda, tako kot zmagaš, tako vladaš. In po 2 letih je to pravzaprav popolnoma očitno. No, kljub temu, da so bile te zadnje volitve nelegitimne, nepoštene, njih bolj razveljavstvo in ne bi smelo biti. V normalnih okoliščinah Slovenska demokratska stranka skuša tudi v tem prostoru, ki je nastal, delovati konstruktivno. Mi smo pravzaprav v teh 2 letih, čeprav opozicijska stranka, vložili v proceduro bistveno več potrebnih ukrepov, razvojnih ukrepov, kot jih je vložila vlada za celotnim svojim aparatom. Bistveno več. Res so vse razen enega predloga zavrnili, nekatere tudi večkrat. Vendar mi od te pozitivne poti ne bomo odstopili. Od januarja naprej naš
Od januarja tega leta naprej naš strokovni svet tudi praktično vsak mesec predstavi rešitve za en resor, za eno od področij, od javne uprave, obrambe, infrastrukture, zdravstva, in s tem bomo nadaljevali. V kratkem bo predstavljen naš program za prihodnost na področju kmetijstva in potem šolstva in tako dalje. Vsak mesec bomo prišli s temi celovitimi rešitvami in ko bodo naslednje volitve, bo Slovenska demokratska stranka pripravljena bolj, kot je bila kadarkoli. Zdaj, kdaj bodo naslednje volitve? Doslej zadnja leta ali pa zadnje obdobje kaže, da se je Slovenija ravno zaradi teh omrežij, zaradi vladanja z ozadja, zaradi nesuverene politike na tako imenovanem polu tranzicijske levice poslovila od rednih mandatov. Zdaj, tako da danes mediji pišejo, da je vlada na polovici mandata. Jaz močno dvomim, da je to polovica. Jaz mislim, da je to že velika večina, da se enostavno takšne koalicije, ki temeljijo na nepoštenem kapitalu, prej ali slej zrušijo vase in da se bo verjetno mrzlično ponovno skušalo z to prevaro iskanja in afirmacije novih obrazov slovenske volivke in volivce ženja prepelje čez vodo. Zdaj bo to uspelo še, ne vem, tretjič ali četrtič, je pač odvisno od nas, od zrelosti ljudi. Ključ do sprememb pa seveda ne leži pri tistih, ki vsakič zaradi koristi, ideologije ali tako globoke zaslepljenosti, da ne vidijo iz nje, volijo te stare sile v novih preoblekah. Zdaj, teh ne boste prepričali, mogoče kakega posameznika, pa tudi kdo spregleda in tako dalje. Veliko večino pa ne, in s tem se ne splača trudi. Ključ do sprememb je v tisti polovici volilnega telesa, ki je abstinirala zadnje volitve. Vsak drugi, ki bi lahko volil 2014, ni volil. Tudi mnogi volivci, ki so nas volili prej, na preteklih volitvah, pred 2 letoma niso volili. Zaradi tega, ker so bile okoliščine tistih volitev takšne, da jih nobena normalna demokracija ne bi mogla prebaviti. Pri nas pa se je pač tukaj z medijskim pompom, z propagando skušalo prikazati, da pač, češ pred zakonom smo vsi enaki, pred volitvam lahko zapremo kogarkoli. Če se sodišče zmotilo, bo pol ga že spustilo, tako približno so razlagali, tako da to ne bi imelo drastičnih posledic. In teh 50% volivcev, samo dobršen del, ali pa manjši del teh volivcev mora iti na naslednje volitve, pa bo prišla sliko Slovenije popolnoma drugačna. Jaz mislim, da bo. Jaz mislim, da bo, vendar do tega ne bo prišlo samo od sebe. Mnogo je odvisno od nas. Jaz vam ne znam našteti 500,000 volivcev. Vi, ki sedite tukaj, jih poznate. Vsak vsaj nekaj, v svojem okolju in veste, koga se splača nagovoriti, koga se ne splača. In Slovenska demokratska stranka je močna. Glejte, danes nas je tukaj v tem šotoru zbralo toliko, kot se običajno, pa smo z ene regije, kot se jih običajno zbere na nacionalnih, državnih taborih ali pa zborovanjih večine drugih strank, ali pa vseh drugih strank. Smo zgotovo daleč najmočnejša stranka po potencialu članstva, po potencialu znanja, kadrov, programa in vsebine.
Nismo pa najmočnejša stranka po kapitalu in po, bom rekel, medijski moči. In to je na drugi strani. In tukaj je, seveda, nima nikakršnega vpliva na omrežja, ki totalno urejo marsikaj v tej državi. Ampak, ko že rečeno, triki, s katerimi se je varalo volivce, so več ali manj potrošeni. V zadnjih letih se je, in to na drugi strani čutijo, na drugi strani čutijo in zaradi tega se je v zadnjih letih investiralo toliko vsega, rekel, toliko zlorab državnih institucij, toliko zlorab, če hočete, pravne države, da se uniči Slovenska demokratska stranka. Ker mi smo tisti, ki predstavljamo edino realno alternativo temu, kar je narobe v Sloveniji. Ampak mi smo še vedno tukaj, ni jim uspelo in zdaj je pred nami drugi polčas. Zdaj se začenja naš polčas. Pred nami je drugi polčas, v katerem bomo Slovenijo osvobodili teh omrežij. In iz Slovenije naredili teh omrežij iz slovenske države bomo po 25 letih končno naredili dom in domovino za vse, prostor, kjer vladata pravičnost, kjer lahko prek vsak razvije in izkoristi svoje potencijale in iz katerega mladim ni treba odhajati v tujino s trebuhom za kruhom. Hvala, ker ste del tega projekta slovenske prihodnosti. Uživam. Zadnji.